Lepo zdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj za člane. In če to spremljate kasneje preko YouTubea in se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, seveda, če vam je to všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da si to ogleda čim več ljudi. Danes je ponedeljek, 27. julij, in ta novica je udarila kot strela z jasnega. Zdaj, jaz moram tukaj poudariti, trenutno je vse skupaj samo na objavah, ampak sem šel tudi jaz sam preverjati in očitno to, kar se drži, to, kar se govori, v bistvu drži. Najprej sem jaz naletel na tole objavo, o čem se gre. Android naj bi namreč umaknil Binance app iz svojega Google Play Stora. In to naj bi bilo zaradi tega, ker Binance ni skladen z MiCA. In tale objava naj bi tukaj pač citirala OKX Europe CEO. Potem sem kasneje našel tudi njegovo originalno objavo, torej Herald, ki je CEO za OKX Europe, ki je v bistvu tole javil že 24. julija, da naj bi Android umaknil Binance app. In seveda tukaj priporoča tudi OKX, da pač se vse prenese na OKX, kar bi seveda priporočal tudi jaz, zaradi tega, ker OKX je prva menjalnica v evropskem območju z največ MiCA licencami. In poleg tega lahko preko povezav spodaj pridobite tudi do 400 € dobrodošlice oziroma nagrade dobrodošlice. Seveda, če se registrirate preko povezav spodaj. Moram narediti še video o tem, seveda zdaj bo v kratkem, sem ga obljubil že za prejšnji teden, ampak mi enostavno ni uspelo. In ja, potem sem šel preverjati tukaj prav tale Binance blog. Če imajo slučajno kakršnekoli novice, kar se tiče tega, in ni popolnoma nobenih novic. In potem je tukaj še Reddit, kjer so v bistvu uporabniki že pred 11 dnevi ugotovili, da Binance appa sploh ni na Play Storeu. In tudi jaz sem šel preverjati in točno to vidim tudi jaz. Ko pišem notri v search Binance, mi ga enostavno ne vrže tukaj med rezultati. Sicer je tale Binance Junior, ampak to je v bistvu nek drugi app, namenjen za otroke. Trenutno ni nobene uradne novice, sem gledal vse naokoli, očitno je vse tole prikrito. Zdaj, očitno se je začelo pač sprožati napram Binanceu. Kaj narediti? Zdaj jaz vsekakor ne bi riskiral. Seveda, ta prva stvar je self-custody. Nič ne bo premagalo tole. Zdaj, če pa iščete drugo menjalnico, je pa seveda tukaj, kot sem že prej omenil, OKX, kamor lahko prenesete svoja sredstva. Potem sem tudi našel objave, da pač naj bi Binance predlagal, da pač prenesete za posodobitve APK datoteko in preko tega potem naložite posodobitve. Tega jaz ne bi priporočal v nobenem primeru. Mislim, jaz sem to že večkrat naredil, ker sem developer in pač sem moral prenesti in inštalirati za namene testiranja. Če vi nimate teh namenov oziroma teh razlogov, vam ne bi priporočal prenašati in nalagati
aplikacije na tak način niti pod razno, ker tako lahko pride do kar hudih, kako bi rekel, exploitov, in je treba paziti potem na vsakem koraku. Zdaj, če boste tako nalagali aplikacijo, lahko, ne vem, dobite preko maila od nekoga, ki se predstavlja za Binance, link, ok, naloži tole za posodobitve, in to ljudje dejansko klikajo. Tako da, ja, se je treba paziti na vsakem koraku. Zdaj, jaz sem to preverjal, jaz vidim točno tak rezultat, lahko greste preveriti tudi vi. Če vam slučajno vrže Binance rezultat, ko vpišete tukaj v search Binance, večkrat sem preveril, že včeraj zvečer, danes zjutraj, in ga ni. Smo preverili tudi na iPhonu od moje, in tam pa še je. Tako da to bomo mi zdaj vsekakor spremljali še naprej. Kaj se bo dogajalo s tem, je pa kar precej prikrito, kar se tiče vsega tega. Nobenega obvestila iz strani Binance, morda ste dobili kakšen mail, kar povejte mi spodaj pod komentarji. Jaz sicer imam račun na Binance, ampak ni aktiven, zato morda nisem dobil kakšnega maila, tako da, ja, dajmo se pogovarjati o tem, kaj se trenutno dogaja. Bomo pa vsekakor tole spremljali še naprej. Zelo, zelo zanimivo in očitno se je začela tale izvedba mica. Ok, pojdimo mi naprej po novicah. Bitmart se tudi zapira. Kriptoborza Bitmart je napovedala postopno zaprtje svoje trgovalne platforme, ob tem pa se številni uporabniki pritožujejo nad počasnimi dvigi sredstev. Trgovanje na borzi bo ustavljeno 26. avgusta, to je kar kmalu zdaj. Popolno zaprtje podjetja pa je predvideno za konec januarja prihodnje leto. Novica je močno prizadela tudi žeton BMX, ki je po objavi izgubil skoraj 70% vrednosti. Bitmart je uporabnike pozval, naj čim prej zaprejo odprte pozicije in prenesejo svoje sredstva na druge platforme, medtem ko podjetje zagotavlja, da bodo vsi dvigi obdelani, čeprav lahko zaradi povečanega števila zahtevkov prihaja do zamud. Bitmart se tako pridružuje vse daljšemu seznamu kriptoborz, ki so letos napovedale prenehanje poslovanja. Potem imamo tukaj še Ethereum. Očitno se malo premikajo zadeve, kar se tiče Ethereuma. Ameriški spot Bitcoin ETF-i so zabeležili že 7 zaporednih trgovalnih dni neto prilivov kapitala. V tem obdobju pa so skupaj privabili približno $981 milijonov novih sredstev. Analitiki ocenjujejo, da gre za znak vračanja institucionalnih vlagateljev na trg po obdobju večjih odlivov kapitala. Bitcoin se ob tem giblje okoli območja $65,500. Nekateri tržni opazovalci pa menijo, da bi lahko ob nadaljevanju pozitivnega trenda znova preizkusil mejo $70,000. Kljub optimizmu opozarjajo, da bo za trajnejši bikovski trend potrebna nadaljnja podpora institucionalnega kapitala in ugodno makroekonomsko okolje. Tako da to bomo vsekakor si tudi pogledali v tehnični analizi. Seveda, če to spremljate preko shortov ali preko TikToka, si le oglejte tudi celotni video, ponavadi je povezava spodaj v prvem komentarju. In potem en kup žalostnih zgodb zadnje čase, zaprtja kriptomenjalnic, zaprtja projektov in tako naprej. In tukaj je še eno. Podjetje Storj Labs, ki razvija decentralizirano platformo za shranjevanje podatkov, Storj je vložilo zahtevo za zaščito pred stečajem po ameriškem postopku Chapter 11.
Podjetje poudarja, da bodo storitve za uporabnike še naprej delovale nemoteno, saj je namen postopka predvsem finančno prestrukturiranje in reševanje preteklih obveznosti. Med vlagatelji pa se je odprlo pomembno vprašanje glede prihodnosti žetona Storj. Ker imetniki žetonov praviloma niso lastniki podjetja, ampak zgolj uporabniki oziroma imetniki digitalnega sredstva, obstaja možnost, da v postopku prestrukturiranja ne bodo upravičeni do nobenega deleža premoženja ali odškodnine. Zaradi negotovosti je novica povzročila precejšnjo zaskrbljenost v skupnosti okoli projekta. Bomo videli tudi o tem, kako se bo vse skupaj izvršilo naprej. Ok, preden gremo mi zdaj naprej na tehnične analize, bi vas samo še prosil, če slučajno niste naročeni, se kar dajte naročiti na moj kanal, da ne boste tudi kakšnega posnetka tega live zamudili. Poleg tega, kot sem že rekel, se priporočam tudi za kakšen všeček, tako, če vam je všeč, in pa da tudi dodatno požene algoritem, da si ogleda čim več ljudi, pa tudi ne pozabiti komentirati spodaj pod videom, sploh kar se tiče Binance. Dajte testirati, dajte tudi sami pogledati, pa napišite spodaj, tudi če ste bili morda kaj obveščeni iz strani Binance-a. Ok, toliko zdaj o tem, pojdimo mi naprej na tehnične analize. Tukaj imamo Bitcoin 15-minutni časovni interval in pa 4-urni časovni interval. Najprej si bomo ogledali 15-minutnega. In ja, tega tukaj ni več, tele podpore, ampak zdaj smo spet udarili vanjo. To je meja na tam nekje okoli 65.400. Trenutno se tukaj nahajamo. Kaj smo imeli prej? Mi smo imeli tale dvojni vrh, tole neckline mejo, ki smo jo izgubili, poskušali dvakrat nazaj prebiti, smo bili zavrnjeni in potem smo padali kar naprej dol. In zdaj bo treba gledati in spremljati, če bomo mi slučajno tukaj rasli naprej gor ali pa se gre samo za popravek navzgor. Zdaj, kar se tiče dolgih, kratkih pozicij, vidimo, tukaj je kar precej ljudi stavilo na nadaljevanje padanja in so bili kaznovani s tole zadnjo rastjo. In zdaj pred kratkim tudi tukaj, točno na tem vrhu so stavili na padec in bomo videli zdaj, če bodo tudi tokrat kaznovani. Zaenkrat imamo trend navzgor, ampak smo pa v tem območju, ki bi lahko delovalo kot odpor. To je tole območje, že od prejšnje zgodovine, kot lahko vidimo, sega tam nekje od 65.100 pa vse do 65.600. Bomo zdaj videli, kako se bo tole izšlo. In zdaj, v zadnjem času, pa lahko vidimo, kako se nabirajo stave na rast. Tako da to bo vsekakor zanimivo še za spremljati. Poglejmo tukaj 4-urni časovni interval. Tukaj v bistvu ni nič kaj toliko novega od nazadnje, ko smo gledali. Mi še vedno potujemo tukaj naprej v tem kanalu. Prišli smo spet testirati tole njegovo spodnjo mejo. In kaj bo treba zdaj spremljati? Ja. Treba bo zdaj spremljati, če smo mi tukaj zdaj dejansko naredili vrh. Zakaj? Zaradi tega, ker obstaja nevarnost skrite medvedje divergence. Vam bom pokazal. Tukaj imamo vrh in trenutno delamo nižji vrh v gibanju cene. Medtem ko tukaj imamo pa vrh in pa celo višji vrh. Tako da to bo treba zdaj paziti. Tukaj imamo padec, skrita medvedja divergenca, kar lahko pomeni, da bi mi lahko nadaljevali padec. V tem primeru bo treba spremljati tole spodnjo mejo. Vanjo smo udarili zdaj že kar nekajkrat. 1, 2,
3, 4, 5 na zadnje, zdaj po mojem, če gremo tukaj dol še 6, bi jo po mojem lahko izgubili. Kaj bo treba spremljati v tem primeru? Tukaj imamo tale vrh, kjer je bilo kar precej dolgih pozicij in lahko bi šli pobirati tukaj tole likvidnostno območje na okoli 62.000 in potem seveda imamo tudi kar precej drugih likvidnostnih območij, tudi tale podpora tukaj na 61.700 in potem je tukaj še ena podpora 58.300. Bomo videli, če bomo slučajno prišli do tam dol. Poglejmo si zdaj še likvidnostna območja tukaj. Pa da vidimo. Ja, kar precej jih je tukaj spodaj. Sicer lahko bi šli še pobirati tukaj tole malo območje, 65.800. Dvomim pa, da bi šli vse do tukaj gor do 70.000, ampak to zaenkrat bomo videli, kako se bo vse tole izteklo. Imamo pa območja spodaj vseh tistih, ki so stavili na rast. Meja tukaj 64.700, ta je ta prva. In pa tudi tukaj, kot sem že prej povedal, meja 64.000, pa dajmo zdaj še na 2 tedna, kot ponavadi preverimo. Tudi dvotedenski graf. Tukaj imamo še bolj zanimivo sliko. In ja, kar precej je tukaj ljudi, ki je stavilo na padec na okoli 67.300. Točno tukaj gor na tem vrhu bomo videli zdaj, če bomo mi s tole zadnjo rastjo le šli tole pobirati, ampak na 4-urnem časovnem intervalu imamo mi trenutno skrito medvedjo divergenco. Tako da, ja, po mojem več možnosti bi bilo zdaj, da gremo mi dol pobirati tele likvidnosti 63.200 in tudi tukaj 61.600. Ampak to je moje mnenje, kakšno je vaše mnenje, kar komentirajte spodaj. Kar jaz zdaj trenutno spremljam je, če smo mi zdaj tukaj naredili dejansko vrh, ker s tem v bistvu potem smo mi potrdili skrito medvedjo divergenco. Zdaj izničila se pa bo, če mi naredimo višji vrh. Potem se izniči, potem je ok, potem lahko gremo mi še enkrat testirati tole zgornjo mejo tukaj, ki se vrti na okoli zdaj 67.500. Ja, to bi bile točno tiste likvidnosti tukaj zgoraj, kolikor smo gledali. Ja, 67.500. To bo treba zdaj spremljati. Če naredimo višji vrh, potem je tudi več možnosti, da gremo tukaj naprej gor. Ok, poglejmo mi zdaj še. Ethereum, kaj se tukaj dogaja? Je imel kar lepo rast. Tukaj v zadnjem času, wow. Označili smo tole mejo, padli smo pod njo in pogledajte, kaj se je zdaj zgodilo. Mi smo jo prebili nazaj in od takrat naprej mi v bistvu samo rastemo naprej gor. Tole so stari plani, izvršil se je medvedji. In zdaj v tem zadnjem času so se spet začele nabirati, kar se tiče Ethereuma, stave na rast. In tukaj se nam je začela delati medvedja divergenca. To zdaj gledamo 15-minutni časovni interval. Torej imamo vrh, višji vrh, potem kot tukaj imamo vrh in pa nižji vrh. Ampak mi tole lahko še nadaljujemo. In to po tem sistemu, da pač mi naredimo še eno višje dno in skrito bikovsko divergenco in potem se v bistvu tale medvedja divergenca še podaljša naprej. Tako da bomo tudi Ethereum spremljali. Tukaj
smo dejansko presegli tale prejšnji vrh, kar je v bistvu dober znak, tudi kar se trenda tiče, se mi zdi ok. Imamo višja dna, višje vrhove, zdaj smo pred kratkim naredili spet en višji vrh, ampak dajmo si pogledati 4-urni časovni interval. Kaj se dogaja tukaj? Tukaj smo še vedno v precepu. Kaj se bo tukaj zdaj dejansko izvršilo? Imamo tale bikovski vzorec dvojno dno in pa tale medvedji vzorec, naraščajoči, razširjajoči klin. In kar se zdaj spremlja, je tale zgornja meja tegale klina. Če mi tole prebijemo, potem je tudi več možnosti, da mi gremo rast naprej. Lahko pa gremo samo pobirati tole likvidnost tukaj zgoraj od vseh tistih, ki so stavili na padec, in to je meja na tam nekje 2050. Torej, da naredimo en špic, sem gor ravno toliko, da se pobere tele likvidnosti, pridemo nazaj notri v vzorec in potem naprej dol. To bo treba paziti, ker zadnje čase so kar hinavske igre tukaj na kripto trgu. Najpomembnejša meja tukaj je pa tale, na 1800. Zakaj? Zato, ker to je neckline meja tegale dvojnega dna. In to mejo bo treba paziti, zaradi tega, ker če to mejo biki izgubijo, potem bodo hudo kaznovani. Zdaj se zadržujemo tukaj v tej konsolidaciji že kar nekaj časa in morda spet delamo tukaj neke vrste dvojno dno. Bomo pa videli zdaj v kratkem, kako se bo tole vse skupaj izvršilo. Prejšnjič smo gledali tudi tole, da se dela skrita bikovska divergenca, sicer takrat smo imeli dno tukaj, mi smo še malo padali naprej dol, ampak še vedno je bilo višje dno. In tukaj pri RSI-ju smo mi naredili nižje dno in potem seveda se je izvršila tale rast. In zdaj bo treba to spremljati tudi tukaj. Ponavadi smo se mi, kar se tiče RSI-ja, samo pogledajte to, na isti višini smo se mi ponavadi odbili in bomo videli zdaj, če se bomo mi tudi tokrat zdaj odbili. To je višina na tam nekje 77. Tako da ja, to bo vsekakor še za spremljati naprej. Sploh kar se tiče Binance-a. Seveda, če vam je vse to všeč, se priporočam za kakšen všeček, pa tudi dejte se naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega live-a zamudili. Tukaj imamo zanimive novice, tudi tehnične analize. Najboljše pa seveda je, da se mi pridružite v živo vsak dan ob 9. zjutraj in to lahko storite preko YouTubea ali preko Patreona, preko povezav spodaj v opisu in pripetem komentarju. In pa seveda ne pozabite komentirati spodaj. Poglejte, kar se tiče Binance-a in komentirajte spodaj, če tudi vi slučajno ne vidite rezultata v App Store-u. In tako, to bo tudi vse za danes. Jaz se vam zahvaljujem, da ste se mi pridružili. Želim vam en lep ponedeljek, en lep teden še naprej in se vidimo ponovno, če ne prej, jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.